Dobar dan, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Danes se bomo pogovarjali z vodjo poslanske skupine Stranke Resnica, gospo Katjo Kokot, drugič v tem studiu. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Smo seveda še v času parlamentarnih počitnic, ampak vroča politična jesen se približuje. Napovedani so številni referendumi, zbirajo se podpisi, ne samo za referendume, tudi za odstop predsednika državnega zbora, vašega šefa. Morda, če začneva tukaj, kako je biti poslanec Resnice, poslanka Resnice v teh turbulentnih razmerah? Torej, biti poslanec Resnice je neka zelo odgovorna funkcija, pa tudi ena izmed najbolj izpostavljenih, moram reči, v tej sestavi državnega zbora. Namreč, morda nihče ni pričakoval najprej, da bomo sploh prišli v sam parlament. Po drugi strani pa je tudi naša odločitev, da ne podpremo vlade dr. Roberta Goloba, pripeljalo do nekih obsežnih napadov, diskreditacij in kar nekih nenehnih podtikovanj in v bistvu sploh nam ne pustijo prav zares ne dihati pa ne delati, ampak glejte, mi smo tukaj, nismo od včeraj, mi smo bili prisotni že na volitvah pred 4 leti, na državnozborskih, bili smo prisotni na volitvah za predsednico države, smo imeli našo kandidatko, na evropskih volitvah, na lokalnih volitvah in cel ta čas smo spremljali ta nek pogrom nad našo stranko, ki je antisistemska in v svoji osnovi se ne želi tako strogo ločevati na leve ali desne, ampak se drži nekega programa pa nekih zdravorazumskih rešitev za naš narod. Ampak kako pa ti pritiski vplivajo na vas poslance, na poslansko skupino? Ste stabilni, enotni, trdni ali vas to kaj načenja, ne? Recimo tudi vašega predsednika, konec koncev, ki je pa najbolj na tapeti ob vas? Jaz bom tako rekla, ker smo že malo vajeni teh napadov, tako kot sem že prej začela. Ni tako, da bi se mi na nek način ustrašili ali da bi nas to začelo odvračati, ampak smo ubrali neko strategijo, ki jo morda niso pričakovali, in če nas želijo izpostavljati, bomo pa mi sami sebe izpostavljali še bolj. Ker če nimamo izbire, da nas vsak dan objavljajo, pišejo nas, pa bomo mi sami sebe še bolj. Potem pa se gremo, če se že moramo iti. No, se pravi, mi smo v naši poslanski skupini, smo morda malo bolj posebni od ostalih, ker nas to ne moti, ker se borimo, ker nas to ne bo zlomilo. A vas je presenetilo, ne, zdaj pač mediji, ne, uveljavljene mainstream scene so poskrbeli, da ste si nakopali zdaj že kar nekaj sovražnikov, ne, ker ste skozi na tapeti, po drugi strani pa, vsaj tako je videti na socialnih omrežjih, pa imate na drugi strani veliko oboževalcev, ne. Recimo, je v politiki največja napaka, če si povprečen, ne? Tako je, politiki dejansko je največja napaka biti povprečen, tih, polikan, nek standarden, napol neopazen poslanec. Namreč ljudje od nas pričakujejo, da smo glasni, ljudje od nas pričakujejo, da smo tudi rahlo provokativni, ker ravno ta neka provokativnost sproža v družbi nek pogovor, nek premislek o nekih temah. Torej, vi namenoma v ljudeh zbujate ta močna čustva. Tako, jaz si enostavno želim, da bi več ljudi se začelo zanimati za politiko. In če kaj meni osebno uspelo, je to, da ljudje dejansko zdaj spremljajo politiko. Ljudje mi govorijo, veš, pa nisem gledal politike, pa ne spremljam že 15-20 let, zdaj pa vsak dan preverim, kaj se dogaja. In ravno to je tisto, kar sem nekako jaz želela. Politika je dobila neko stigmo. Vse tam vsi so pokvarjeni, to je brez veze, to sama mafija. Jaz pa želim, da grejo v politiko navadni, delovni ljudje, ker politika pomeni odločanje o tem, koliko stane gorivo, ki ga natankaš, koliko plačaš za elektriko, koliko stane malca v šoli, kaj se bo otrok učil v šoli. Čisto vsak segment našega življenja upravlja politika. In dokler ljudje ne bojo začeli o tem razmišljati, pa se nekako osebno vklopiti v te neke tematike, potem nam bo življenje krojilo samo par nekih izbrancev, neka elita. In prav je, da ljudje o tem razmišljajo, pa če to v kom sproži tako prijetna ali pa negativna čustva, konec koncev nekako je bil moj cilj dosežen. Ja, in ta cilj sporočate pravzaprav skozi družabna omrežja. So po vaše zdaj
postala močnejša od osrednjih medijev? Je to kanal, preko katerega uspete ubraniti vse puščice, ki so usmerjene v vas? Tako je, ampak do tega kanala smo nekako, bom rekla, prišli silom prilike. Namreč že 4 leta nazaj na prejšnjih volitvah dejansko nam ti mainstream mediji niso namenili nobene pozornosti. Morda smo bili vabljeni na kakšna 2-3 soočenja, to pa je bilo tudi vse. O nas se ni želelo pisati nobenega članka, nismo bili vabljeni na soočenja, na nič. In enostavno smo takrat začeli nekako sami producirati te vsebine preko na začetku Facebooka, zdaj pa že vseh teh drugih, bom rekla, platform. Tudi jaz sem začela uporabljati te platforme kot svoj, ta osebni profil, tudi na X-u, in enostavno menim, da lahko na ta način naša sporočila dosežejo širši krog ljudi, kot pa če jih predajamo preko medijev, ki izrežejo polovico naših izjav, jih obrnejo in predajo neka sporočila, ki jih mi v bistvu nismo želeli povedati. To je nek bolj direkten način komunikacije z volilci in meni se zdi to odlično. Rekli ste, izvirni greh je, da ste odrekli podporo Robertu Golobu, da nimamo vlade številka 2. Omogočili ste na drugi strani vlado Janeza Janše. Ste v stranki naredili neko analizo, kaj se vam je zdaj tukaj bolj izplačalo? Kdo so pravzaprav vaši volivci in ko gledate pragmatično, kaj bo na naslednjih volitvah? Kako težko se je bilo tukaj odločiti? Bom rekla, odločitev je bila zelo težka, ampak takoj po volitvah je bilo jasno. Mi imamo samo 5 poslancev, v državnem zboru pa jih sedi 90. Torej, za sprejemanje kakršnega koli zakona ali pa pač na kak način bomo živeli, je potrebna neka večina v državnem zboru. To je gola matematika. Tako smo mi naš program predstavili tako enih kot drugi strani in enostavno pri dr. Golobu nismo uspeli doseči nikakršnega soglasja glede naših programskih rešitev, medtem ko na drugi strani smo našli soglasja glede programskih rešitev. Mi smo našim volilcem se zavezali, da ne gremo ne v vlado dr. Roberta Goloba, ne v vlado Janeza Janše in tudi nismo šli. Mi smo v sami opoziciji. Kaj to pomeni za naše volilce? Ja, nekateri ne razumejo tega, nekateri razumejo, ampak jaz menim, da nekako ta neka dinamika ljudi, ki so odšli napram tistim, ki so prišli na novo zaradi naše politike, pa neke naše trdne drže, da stojimo za našim programom, vseeno se nagiba v smer tega, da smo pridobili več podpornikov, kot pa jih izgubili. Ja, v bistvu imate izvirno težavo, da ste nastali kot antisistemska stranka, se pravi, vaši volivci so naveličani in ene politične strani in druge, ampak parlamentarni sistem, ki ga imamo, pa v bistvu narekuje, da z nekom morate sodelovati. In že tukaj imate v bistvu v osnovi težavo, če si antisistemska stranka, ki ponuja nekaj novega. Ja, jaz bom rekla takole, ta neka naša antisistemskost se je že, pa se še bo pokazala v mogoče malce drugačnem načinu komunikacije, v malo drugačnem načinu razmišljanja, v zakonskih predlogih, ki jih bomo dali naprej. Menim, da ta naš politični prostor potrebuje tudi to. Ne samo tiste neke utečene, polikane politike, ki je bila do zdaj tukaj prisotna, ampak nekoga, ki zna bolj direktno reči bob in morda tudi v ljudeh nekako sprožiti ta neki dialog med vsemi stranmi, kar mislim, da se zdaj, da so to neki porodni krči, da je v bistvu ta neka histerija, ki se zdaj ustvarja, je samo reakcija na to nekaj novega, ker se je pač zgodilo, ker je prišel nekdo, ki se ne bo pustil nikomor, ne enim, ne drugim in enostavno mi bomo peljali to svojo smer, ki zastopa nekako te potrebe pa želje malega človeka. Pa menite, da ljudje verjamejo vaši poziciji v državnem zboru, pravite, smo opozicijska stranka, nismo ne v Janševi vladi, ne v Golobovi vladi, glasujete vseeno večino časa skupaj s koalicijo. Menite, da ste dovolj kredibilni s tem? Zdaj tako je, morda vsak ne razume dobro politike, pa za njih verjetno nismo kredibilni, ampak za neke poznavalce, ki poznajo sistem od znotraj, pa vejo, da preden se nek zakon potrdi, da je predtem kar nekaj pogovorov, usklajevanj. Ampak menite, da je povprečen Slovenec poznavalec politike? Ne, se ravno to poskušamo spremeniti.
Se ravno to je tista stvar, ki stoji za to neko mojo željo, za temi pogostimi objavami, razlagami, zakaj tako, zakaj ne tako, morda tudi z nekimi provokacijami. Jaz si želim, da bi ljudje bolj razumeli politiko, če trenutno ne, pa to ne pomeni, da bomo mi se odločali ali ravnali tako, da nas bi več ljudi razumelo. Večkrat bomo pač ravnali tako, kot je potrebno, kot je prav, kot je v skladu z našim programom, katerega smo predstavljali pred volitvami. V bistvu ste poželi precej pozornosti že s tisto vašo prvo izjavo o kavčih, da ima stranka Levica 2, ne, od takrat naprej pravzaprav se zdi, da sprožate veliko žolčnih reakcij prav vi osebno na levi politični strani. Kako vas sprejmejo zdaj v državnem zboru, recimo v novi opoziciji? Ne? Ko se kamere ugasnejo, je to vseeno normalen, kolegialen poslanski odnos ali se to nadaljuje tudi na hodnikih? Nekateri, bom rekla, so vljudni, so spoštljivi, znajo, nekateri pa tudi niti ne odzdravijo nazaj, ko jih pozdraviš. Zdaj, kar je predvsem me šokiralo, ta neka dvoličnost, predvsem tistih strank, ki bi naj zastopale neke socialne rešitve, ki bi naj bile usmerjene v skupno dobro, po drugi strani pa se grejo nek luksus, ne samo v opremi poslanske pisarne, tudi po oblačilih. Poglejte, kdo nikoli ne pride v enakih oblačilih v državni zbor. Imate koga konkretnega v mislih? Ne bom šla pač v imena, naj si ljudje ustvarijo sliko sami, torej vse seje državnega zbora se prenašajo javno, naj ljudje sami pogledajo, enkrat, dvakrat, trikrat pa bodo dobili to sliko. No. Pritiski na resnico, kot se pogovarjava, ne pojenjajo. Zdaj se zbirajo podpisi za odstop vašega predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. Miha Brejc, nekdanji goreči član SDS, jih pravzaprav zbira in ima ogromno medijske pozornosti, hodi po komercialnih televizijah, tudi po javni RTV, razlaga, zakaj to počne, ampak odziv je sicer kar, lahko rečeva, dober, ne? Prek 40 000 podpisov je že zbral, ne? Sicer saj, če malce karikirava, menite, da se zdaj preštevajo med seboj podporniki levih strank pri zbiranju teh podpisov, ne? Ali kako to razumete? Glejte, če malo spremljamo ozadje dogajanja zadnjega tedna, dveh, to je samo nek, bom rekla, manever, da se prikrije tisto, o čemer bi mediji v resnici morali poročati. To je nek mednarodni škandal, ne? Torej, Avstrija o tem poroča, Italija, Nemčija, a naši mediji poročajo o tem, da nek bivši politik na neki spletni strani zbira podpise. Mislim, to je smešno. In tukaj že nadaleč se vidi, da gre samo še en manever, te neke diskreditacije, ki jo konstantno doživljamo. Po drugi strani pa, če ste pogledali to spletno stran, ta spletna stran je nastavljena tako, da lahko notri vpišeš ime, priimek Miki Miška, email mikimiška@gmail, oddaš in potem lahko oddaš ta isti podpis še neštetokrat. Torej ni omejitve, ni preverjanja. In jaz pač mislim, da tu zadaj je nekdo, ki pač to neumorno stiska, notri vnaša, da ti podatki sploh niso relevantni. Ne. To je smešno. Zdaj, če ima nekdo ljudi za norce na tak način, da bo ljudje neki taki potezi verjeli, potem ne se ljudje vprašajo, kdo se v bistvu norčuje iz njih. Ne. Menite, da torej tukaj gre samo za šov, ne? Verjetno se tudi na levi razumejo, oziroma verjetno se zavedajo parlamentarne zakonitosti. Ne? Mandati se razdelijo na volitvah, neka večina se oblikuje, ne? In pač tako potem je. Ne? Urška Klakočar Zupančič je bila predsednica 4 leta. Ne? Nisem videl, da bi SDS kdaj zbiral podpise za njen odstop. Ne? Pa bi jih lahko verjetno zbral v 2 dneh prek 40 000, overjenih verjetno. Ne? Tako, jaz menim, da nekdo tukaj zelo slabo razume demokratične procese. Namreč volitve so bile 22. marca 2026, takrat so se razdelili mandati v državnem zboru, zatem smo nekako glasovali za mandatarja, sestavila se je vlada in tukaj smo, kjer smo. Na vsaka 4 leta so volitve in to je to.
Zdaj enostavno ti, kdor pa želijo, da bi se te volitve ponovile, vi ste lahko spremljali te pozive po ponovitvi volitev, ker niso bili zadovoljni z rezultatom takoj naslednji dan, oziroma dan kasneje, pa čez tedni, pa čez mesec dni in tako naprej. Zdaj v bistvu ti neki pritiski za ponovitev volitev, kako dolgo jih ne ponavljamo, da bo potem ta struja, ki izvaja ta kontramarketing, enkrat zadovoljna. Ker potem tisto je prava rešitev, to, kar pa so ljudje zvolili, pa zdaj ni prava rešitev. Ali kako? Tu enostavno menim, da se izvaja tudi propaganda proti samemu demokratičnemu procesu v naši državi, kar pa je nevarno na dolgi rok. Kaj pa vaš poslanski kolega Boris Mič, o katerem se toliko govori, in zdi se, da vas je vse, kar se dogaja okrog njega, precej presenetilo tudi v stranki Resnica, vsaj tako je videti, tudi po izjavah vašega predsednika stranke. Obsojate ga, ne skrivate dejstva, da ga boste izključili iz stranke, da želite, da oktobra odide, prej ne zaradi zakonodaje, ker bi verjetno izgubili en poslanski mandat. Ampak prej greva k tem, ljudje želijo od vas komentar. Obsojate to, kar se dogaja z Mičem, in ali menite, da bi se dogajalo podobno, če bi bil Mič poslanec neke leve koalicije? Tukaj lahko govorim osebno, namreč v imenu stranke še ne morem, ker še vsi organi niso zaključili z svojim delom. Zdaj, jaz obsojam vsakočno ravnanje, ki je nezakonito, zavajanje, laži in podobne mahinacije. Dejstvo pa je, da razen obtožb organi pregona še svojega dela niso opravili. Tako da jaz v resnici lahko ali verjamem na besedo tem, ki ga tega obtožujejo, ali pa ne. Zdaj, kaj recimo je dejstvo, da te izobrazbe, kot jo navajal, nima. To je res. Medtem ko izjave ostalih pa res ponovno pozivam organe pregona, naj opravijo svoje delo. Namreč nekaj se moramo zavedati. Mi ga nismo zaposlili, mi ga ne moremo odpustiti. On je izvoljen poslanec Državnega zbora Republike Slovenije. Lahko ga samo pozovete k odstopu, ne? Lahko ga samo pozovemo. Če pa on ne odstopi, mi dejansko nimamo tega vzvoda. Namreč zakon o poslancih določa, da razen če je poslanec obsojen na zaporno kazen daljšo od leta dni, potem lahko v bistvu Državni zbor predlaga razrešitev takega poslanca. Jaz kot vodja poslanske skupine moram skrbeti tudi za zakonitost delovanja naše poslanske skupine in želim, da se vsi ti postopki vodijo zakonito, transparentno, in da se tudi človeku ne naredi krivica. Zdaj, velika verjetnost je, da je vse to, česar ga obtožujejo, res. Ampak še vedno, dokler organi pregona ne opravijo svojega dela, mi nimamo nobene podlage v bistvu za neko nadaljno ukrepanje. No, ampak da se ga izključi iz stranke, že to, da je lagal o izobrazbi, je bilo za vašega predsednika, to je pač javno se posnel, dovolj, da ne želi očitno več sodelovati z njim. Absolutno, ampak stranka ima svoje organe, jaz nisem stranka, jaz sem samo poslanec naše stranke in čakam, da organi naše stranke opravijo svoje delo in potem bomo lahko nadaljevali naprej. Bili ste pravzaprav zelo transparentni, ne? Na levi strani želijo, da poslanec Mič odstopi, vemo, da gre tukaj tudi za kombinatoriko, ne? Kalkuliranje, da bi to potem ob nadomestnih volitvah pomenilo izgubo enega poslanca neuradne koalicije, ne, čeprav tukaj ne vemo, morda bi pa ostalo enako, če bi SDS dobil poslanca, ampak vaš predsednik ves čas pravi, počakali bomo do oktobra, ne želimo, da Resnica izgubi enega poslanca, po oktobru pa se z Mičem ne pogovarjamo več, ampak zdaj iz tega lahko sklepamo, da mora obstajati nek dogovor z Mičem, da bo potem odstopil. Lahko pa bi tudi ne odstopil, ne? Potem pa pač vam to nič ne pomaga. Zdaj, absolutno. A torej obstaja dogovor, to me zanima. Zdaj v bistvu ste citirali našega predsednika, pa morate to vprašanje potem njemu postaviti. Zdaj, kar jaz lahko komentiram, je to dejstvo, kot ste ga navedli. Mi imamo takšen volilni sistem, da se takoj po volitvah se določi število sedežev oziroma mandatov na državnem nivoju. In mi smo dobili 5 teh sedežev. Kasneje se samo določi imena, kdo bo na teh sedežih sedel. Tako da mi menimo, da bomo spoštovali voljo volilcev in želimo obdržati teh 5 sedežev. Tako da bomo počakali na tisti rok, ko bo čas, da tudi mi predlagamo
poslancu Mijiću, da ta mandat odstopi naslednjemu na vrsti. Torej, ne veste, če dogovor obstaja? To je med predsednikom stranke in med poslancem Mijićem. Ko smo ravno pri izobrazbi, ne, zdaj podoben primer je bil z bivšo kmetijsko ministrico, pa se o tem prav veliko ni govorilo, ne, ni bilo te histerije. Ne. Ja, se to je ravno tisto, o čemer smo prej govorili. O nas je pač histerija, karkoli naredimo, ne vem. Jaz, če grem, zadnjič sem delala breskov sok, je nastala histerija, ne. Da v bistvu kaj je vse narobe s tem. Karkoli naredim, če vdihnem, izdihnem, v bistvu nastane histerija. Ne? In to pač pove, da je to neka ciljena histerija. Ne samo proti meni, proti naši stranki, proti vsaki najmanjši potezi, ki jo mi pač naredimo. Očitno smo tako hudo moteč faktor za nekoga, da si jemlje toliko časa, energije, da toliko sredstev vlaga v vso to poročanje o nas. Ampak po drugi strani pa se ne zavedajo, da to ima nek kontra učinek. Da v bistvu nam delajo reklamo s tem, ne? Nam v bistvu raste popularnost, bolj nas izpostavljajo, bolj nas ljudje poznajo, bolj se jim nekako približamo, tako da v bistvu niso dosegli tega efekta, ki so ga želeli, da se mi umaknemo ali da se utišamo ali da nas pač ni več. Torej, stranka ocenjuje, da stranki raste popularnost. Tako. Aha. To vidimo tudi po številu, bom rekla, novih članov, to vidim tudi jaz po številu pozitivnih nekih sporočil. Prihajajo na novo člani v stranko, torej, po volitvah. Tako. Zdaj, stranka Resnica ima nekaj svojih zakonskih predlogov, ne, ki so poželi precej pozornosti v javnosti. Se bo šla konkretno enega za drugim obdelati, ampak morda bi vendarle najprej vprašal, glede tega prvega zakona, ki ste ga pripravili, še prednje je bila oblikovana vlada, ne? Interventni zakon skupaj s desno-sredinskim trojčkom, NSI, SLS Fokus in Demokrati. Zadeva gre verjetno na referendum, zbirajo se podpisi, ne dvomimo, da bo sindikatom to uspelo. Zapakirali bodo ta zakon kot zakon za bogate, ne? Tako se bo nekako predstavil javnosti. Menite, da v tej informacijski vojni ste lahko uspešni ali se bojite, da bo tukaj zdaj zmagala slovenska favšija? Ne? Tudi levi so se verjetno nekaj od desnih naučili. Jaz se spomnim prejšnjega mandata, ko smo govorili o zakonu o privilegiranih pokojninah, pa Slovencem pač ni bilo všeč, da bi nekaj kulturnikov dobilo visoke pač pokojnine. Ne? Vas tukaj zdaj skrbi ta socialna kapica in to povezovanje zakon za bogate? Jaz bom rekla tako, referendum je neka oblika neposredne ljudske participacije v demokraciji. Bi pa pač položila na srce gledalcem, da v bistvu to, kar se boste odločili na koncu, to, kar boste sprejeli, s tem boste morali tudi živeti. Ne samo vi, vsi mi. Poglejmo samo, kaj ta interventni zakon prinaša in kdo ga podpira. V bistvu nasprotniki tega interventnega zakona so tisti, ki si želijo, da smo vsi enako revni, ne? Si želijo nekega komunizma nazaj. Dejstvo pa je, da nam se odseljujejo torej visoko plačani in perspektivni kadri že na Hrvaško. Torej vodstva teh večjih podjetij imajo sedeže na Hrvaškem in tam v bistvu plačujejo tudi v proračun te svoje davke, prispevke in tako naprej. Mi izgubljamo to tekmo v bistvu modernizacije naše družbe, te perspektivne kadre potrebujemo in čas je, da se tega zavemo, nekih teh sprememb. Seveda ta nek interventni zakon tudi prinaša oprostitev plačevanja dolgotrajne oskrbe za upokojence. Jaz si ne predstavljam, da bi nek upokojenec glasoval proti takemu zakonu, da bi z veseljem še naprej vplačeval notri naprej. Mislim, to je nesmiselno. Tudi za upokojence smo pripravili člen, da lahko upokojenec tudi po nastopu pogojev za upokojitev prejema pokojnino in polno plačo še naprej. Namreč to je eden izmed največjih nesmislov trenutne ureditve zakonodaje. Nekdo si je to pokojnino zaslužil. On je vplačeval... Magister Ivan Simič je 2 dni nazaj izjavil javno na Planet TV, da v bistvu 26 od 28 držav članic Evropske unije ima polno pokojnino, tudi če ljudje nadaljujejo z delom. Ne? Samo Slovenija nima, pa Hrvaška. Tako, ampak bom rekla, nasprotniki zakona morda menijo, da so ljudje neumni, ker so prikazovali tabelo, kakšna bo izguba v pokojninski blagajni, če bojo ti upokojenci prejemali polno pokojnino. Ob tem so pa izpustili zelo pomembno dejstvo,
da ta upokojenec, ki naprej dela, plačuje polne prispevke, on ne samo, da dobiva pokojnino, on Plačuje nazaj. polni pokojninsko blagajno za svojimi prispevki. Ta del pa prikladno potem izpustijo v vseh možnih izračunih. Ja. To je neverjetno, to je popolno zavajanje. In jaz menim, da ljudje smo toliko nekako inteligentni, razgledani, da bomo znali razumeti neke te rešitve. Potem imamo tu še znižan DDV na hrano, na neka osnovna živila. Zdaj tukaj lahko potem spet špekuliramo, ali bodo trgovci temu sledili ali ne, ampak ta rešitev se na Hrvaškem recimo obnese. Tudi, ne vem, zdaj hodijo naši ljudje v šoping, v Italijo, Hrvaško, kam jaz vem kam. Pri nas je vse dražje. Zdaj tukaj sem samo omenila te neke davčne rešitve. Zdaj ta interventni zakon res ponuja nek sklop predlogov teh zakonov, kaj bi bilo treba narediti čim prej, da nekako normaliziramo stanje in damo nek signal, ne samo naši državi, ampak tudi tujini, na kak način bo ta vlada delala, torej na kak način, kaj bo spodbujala. Da mi ne želimo samo vse enako revne družbe, ampak želimo nekako tudi dati gospodarstvu priložnost privabljati nove investicije. Ker če ni novih investicij, če ni perspektivnih delovnih mest, potem tudi nimamo teh nižje plačanih delovnih mest, potem nimamo nič. Potem se začne vse se zapirati, vse se bo začelo seliti v tujino. Če mi nimamo ugodnega gospodarskega okolja za nek razvoj naše družbe, potem tudi proračun prejema manj. Se tisti, ki dobijo večjo plačo, tudi več vplačujejo v proračun. Mi s tem zgubljamo, ko jih odganjamo, ite rajši na Hrvaško, ne? Javni sektor se konec koncev tudi financira od prispevkov zasebnega sektora. Ne? Ja, se tu je, mislim, še en problem, zdaj, če smo odprla tole, ne? Zdaj ta masa plač javnega sektorja napram realnemu sektorju, ki to maso plač podpira, trenutno je realni sektor premajhen. In nekje bomo morali res kot družba sprejeti neke drastične odločitve. Ali bomo začeli drastično zmanjševati število zaposlenih v javnem sektorju, bomo začeli drastično zmanjševati izdatke našega proračuna. Samo poglejmo, kakšne luknje v proračunu je pustila Golobova vlada. To neko trošenje denarja mi imamo za vse, nimamo. Mi si sposojamo ta denar in plačujemo visoke obresti na tujih trgih za ta sredstva. In mi moramo stabilizirati to odhodkovno stran. In to se lahko naredi samo z močnim gospodarstvom. In jaz menim, da ljudje so vseeno toliko racionalni, da se jim bo dalo razložiti to, pa če tudi v več nekih segmentih, večkrat zaporedoma in ne bodo nasedli na ta neka zavajanja. Jaz vsakemu rečem, tudi če vi slišite neko zgodbo, ki se sliši privlačna, da je to zakon za bogate. Dajte sami prebrati, dajte sami pogledati dejstva. Poglejte si te številke, poglejte, kaj piše noter v zakonodaji sami. Ne nasedajte samo na te neke populistične floskule. To je najslabše. Ko ti pustiš nekomu, ki je oblečen v draga oblačila, lepo našminkan, da ti prodaja te zgodbice, pa lepo zgleda in mu verjameš, to je najslabše. To je tisto, česar se moramo nadaleč izogibati. Če nekaj izgleda lepo in privlačno že nadaleč, potem od znotraj morebiti ni. Ja, vprašal vas bom enako, kot sem vprašal Ivana Simiča. Vi verjamete v pamet in intelekt Slovenca, ne? Ampak mene poskrbi fovšija Slovenca. Ja, fovšija Slovenca seveda, ampak dosti Slovencev ima tudi svoje otroke, ima družine. Kakšno prihodnost želijo za njih? Ne? To je spet naslednjo vprašanje. Fovšija, ja, če bojo Slovenci izbrali to pot, si bojo sodili sami. Narod si bo sodbo pisal sam, v tem primeru bodo se odločili, kakor se bodo. No, interventni zakon ima seveda ogromno podporo v gospodarstvu, v podjetniških krogih, ne, konec koncev v zdravniških krogih, ampak ko človek prebira včasih te forume osrednjih medijev, veliko nasprotovanja, ne, češ, da so grabežljivi, da želijo preveč, da potem ni socialne države. Se pravi, ta narativ sindikatov je precej močan. Ne? Menite, da nismo dovolj zreli kot družba, da bi razumeli, kako družba neka funkcionira, kako se javni sektor pravzaprav napaja? Kje menite, da je problem? Menim, da je ravno problem v tej neki količini teh nekih kontrainformacij, ampak niso vsi sindikati proti. Jaz sem na svojem družbenem omrežju predstavila gospoda iz sindikata Podravja, ki dejansko močno podpira ta interventni zakon. To je en izmed najmočnejših sindikatov v tej regiji.
In tudi on mi je povedal določene stvari iz ozadja delovanja teh sindikatov, ki zdaj nasprotujejo temu interventnemu zakonu, ker verjetno smo edina država v Evropi, kjer sindikat navija za višje davke, ne? Ja. Pa za dražjo hrano, pa tako naprej. Zdaj, mi absolutno ne moremo vplivati na količino kontrapropagande, ki se izvaja, ker imamo tukaj eno težavo, ne? In sicer financiranje, torej te kontrapropagande, torej te neke politične agitacije preko teh raznih nevladnikov, ki v bistvu niso nevladniki, so samo podaljški neke politične opcije in še hujše postane, ko je to financiranje iz tujine. Jaz močno se zavzemam, da najdemo neko zakonsko rešitev, da bomo to neko politično agitacijo nekako uspeli vsaj zamejiti, ker preprečiti je ne bo možno. Ker namreč poglejte, če mi gremo v neko kampanjo za interventni zakon, mi moramo to nekako financirati iz teh prihodkov, ki jih ima stranka, moramo plačati ljudi, plakate, stojnice, potem objave v medijih. Medtem ko nekdo, ki se ne igra fair play, enostavno naredi 1, 2, 3, 4 te nevladne inštitute, ti se prijavijo z raznimi projekti, v resnici pa so samo podaljšek te leve politične opcije in izvajajo to agitacijo na ulicah in se financirajo na tak način ti štanti pa ljudje, ki delajo to neko promocijo tej drugi pač politični struji. Jaz menim, da to ni fair play, da enostavno, če se želiš iti politiko, včlani se v politično stranko, priznaj svojo politično pripadnost in v bistvu se igraj igro tako, kot se jo igramo vsi. Ker to, da ti rečeš, jaz nisem del politične struje, enostavno pa cel čas zagovarjaš njihov program, prejemaš sredstva ali iz našega proračuna ali pa iz tujine, kaj je to? Ko govorite o tujini, ne? Zdaj verjetno ste imeli v mislih inštitut 8. marec, inštitut, ki se ukvarja s pravicami žensk, ampak se pred volitvami ali pa pred vsakim referendumom transformira in se ukvarja samo s politiko. Ne? 2 meseca pred volitvami so bili na tapeti burgerji Anžeta Logarja, pa Janez Janša vsak dan, pa tudi stranka Resnica, ne? Čeprav se borijo za ženske pravice. Zdaj nekako več se je slikala s Alexom Sorosom, ne? Sinom vplivnega Georgea Sorosa, bil je na obisku v Ljubljani. Tukaj se niti ne skriva teh povezav, Open Society, vemo, financira po celem svetu, ne? Tako imenovane levičarske politike, ampak pravite, treba je najti način. Ste o tem že razmišljali, se o tem pogovarjate, tudi z aktualno koalicijo, kaj bi se tukaj sploh dalo narediti? O tem smo razmišljali, nismo še prišli do neke prave rešitve, ampak to se vsem skupaj se zdi res nesprejemljivo. Napovedano je bilo, ne? Tudi v koalicijski pogodbi se mi zdi transparentno financiranje nevladnih organizacij. Tako. To je zadeva, ki še bo prišla na vrstni red. Pa gremo mi dva drugače. Jaz v bistvu nisem proti nevladnim organizacijam, jaz celo podpiram delovanje nevladnih organizacij. Jih je veliko, ne? Jih je veliko. To so gasilci, to so Planinska zveza in tako naprej. Tukaj govorimo o nevladnih organizacijah, ki so dejansko politično nevtralne. Tisto, kar pa bo treba nekako, bom rekla, spraviti v neke zakonske okvirje, torej predpisati neke družbene norme za splošno delovanje, pa so te nevladne organizacije, ki agitirajo za točno določeno politično stranko. Menimo, da to ni nekaj, kar je sprejemljivo v naši družbi, posebej, če je to financiranje, ki je v obsegu več milijonov evrov. To so nepredstavljive številke za nekega malega delovnega človeka. Bolj kot agitirajo za eno opcijo, se mi zdi, da agitirajo proti eni opciji, ne? Ja, to je eno in isto, ne? Konc koncev, ne? Zdaj, ko ste že omenili pravice žensk, zanimivo, ampak se inštitut 8. marec nikdar ni oglasil v zvezi z vsemi napadi name kot žensko, recimo. Zdaj, če se spomnite tistega incidenta, ko je tale gospod se pred državnim zborom kričal v megafon naša imena in pozival ljudi, naj pritiskajo na nas, naj nas nekako nadzorujejo, pritiskajo, ne vem, kaj vse naj delajo z nami. Mi smo se takrat tudi obrnili na inštitut 8. marec. Povabili na pogovor. Dobili smo odgovor, pisni, da se ne bodo odzvali vabilo, ker oni trenutno ne delujejo v Sloveniji. Tako da ta neka selektivnost, ne, teh zaščit žensk pa nekih človekovih pravic je boleča, ne.
Ko govoriva o navijanju teh nevladnih organizacij, ne? Že prej ste v bistvu govorili tudi o kampanji proti temu zakonu interventnemu, kjer menite, da lahko prevlada razum, zakaj konec koncev bi upokojenci glasovali proti ukinitvi plačevanja davka za dolgotrajno oskrbo, ampak po drugi strani pa imajo osrednji mediji izjemno moč in upokojenci so ta baza, ki jih ti osrednji mediji nagovarjajo in so lahka tarča. Ne? Ugotavljam tudi sam to, da so precej lahka tarča že skozi ves ta čas. Ne? In da ta strah se mi zdi, da so jim dobro odcepili, ne? Da če bo interventni zakon sprejet, bo to tako velik udar za državni proračun, da na koncu pa niti penzije ne bo. Glejte, kot družba bomo morali najti nek konsens, kako bomo sobivali. Če se bo večina družbe odločila, da ne želi, da nekako sprejmemo spremembe, ki so za vse dobre in so dobre tudi za naše otroke, za namce, za razvoj gospodarstva, potem bomo pač vsi živeli na slabšem. Samo to bom rekla v zvezi s tem. Je pa dejstvo tudi, da recimo, če se referendum sprejme, takoj zatem lahko mi ločeno vložimo zakonske predloge, vsaj teh davčnih členov, ker ni omejitve, koliko časa mora preteči po preteku referenduma, da ne bi v ločenih zakonskih predlogih vložili teh zakonskih predlogov, ki se dotikajo davčne neke zakonodaje. Ampak kako gledate na opozicijo, ki zdaj vlaga kot po tekočem traku zahteve za referendum in zbirajo podpisane? Zdi se, da vas želijo popolnoma onemogočiti pri sprejemanju zakonodaje, onemogočiti Janševo vlado. Če jim uspe na enem referendumu, verjetno se to ne bo končalo. Vas to skrbi kakorkoli? Glejte, jaz vedno pri takih zadevah prvo pomislim, sledima denarju. Se ti ljudje ne delajo tega zastojno, to je res. Ne? Kdo to plača? Kdo financira to delovanje? Kdo financira to močno propagando? Odkot pride ta denar? In jaz ljudem vedno polagam na srce, odprite na spletni strani Erar, vnesite notri ime tega društva, neke, kaj so te civilne iniciative, vnesite notri pa pogledajte prihodke in povejte, če je to v redu. Če ti ljudje, ki vam te ideje prodajajo, delijo z vami vaša stališča, a so vam kdaj ti ljudje, ki prejemajo milijone, vam pomagali? Jaz vsakemu to rečem, poglejte tok denarja. Če vas nekdo v nekaj prepričuje, poglejte njihovo poslovanje. Poglejte, če se strinjate s tem. Ali so to ljudje, ki so verodostojni, ki prodajajo te zgodbe. Delijo z vami neka ta moralna stališča. Ampak vprašanje je bilo o tem, kar počne opozicija, torej leva politika. A se to je isto? Zato smo že ravno prej rekla. To so samo podaljški leve politike, ne? To je zelo spreten manever. Predstavljamo si, da bi morala zdaj Levica ali pa ne vem, Gibanje Svoboda, verjetno bodo v manjšem deležu, ampak da bi morala v celoti financirati kontrakampanjo interventnemu zakonu iz proračuna stranke. A bi bila ta kampanja dosti manjša? Ker ste me vprašali, če se bojimo obsega te kampanje. V bistvu jaz pa vam nekaj druga hočem povedati, da še vedno nekako polagam na srce ljudem, naj sami naj pogledajo izvor denarja. Prej ste rekli, da je velik problem, če se nekaj financira iz tujine in vpliva na javno mnenje v Sloveniji. Zdaj verjetno je največji problem, če vsi nekaj financiramo, pa vplivajo na naše mnenje. Ne? Sva pri javni RTV Slovenija. Ja. Vaša stranka se ukvarja s tem. Ne? Verjetno jih tudi zaradi tega precej kasirate. Ampak vaša pozicija, kar se tiče RTV-ja, ni nova. Ne? Kot ste sami omenili, vi ste v bistvu podpise zbirali še preden ste prišli v Državni zbor. Zakaj ste se začeli ukvarjati z RTV? To me zdaj zanima. Ne? V preteklosti so se vsi na desni, ki so se ukvarjali z RTV, pošteno opekli. Glejte, zgodba je sledeča. Kdor želi gledati te programe, naj gleda, si jih naj plača.
Kdor ne želi gledati, zakaj je prisiljen v plačevanje tega prispevka? Menim, da je tisti čas, ko je bila neka javna radiotelevizija z nekim objektivnim programom, da je ta čas je minil. Mi imamo tukaj neko politično opcijo, ki je zavzela ta naš javni medij in jaz tega ne želim več gledati. Ne želim več plačevati za to. Jaz želim, da ljudem ostane več denarja v žepu, tako preko nižjih davkov, tako preko manj plačevanja teh nekih obveznih prispevkov. Zdaj, naša zakonska rešitev je predvidela, da se ta javna RTV financira iz proračuna, ampak to ni edini člen, ki je v našem zakonu notri. Predvideva potem tudi drugačno strukturo upravljanja z samim RTV-jem, potem tudi z nekim načinom, kako se bodo te programske rešitve izvajale, kakšna poročila bodo morala biti izdana in v bistvu se tudi to neko upravljanje te javne radiotelevizije se bolj približuje, bom rekla, tej državni ravni in ne več samo kot neke ločene politične frakcije, ki jo moramo vsi pač financirati. No, sej, verjetno se strinjava, da razmere, kot zdaj vladajo na RTV, so res nevzdržne na dolgi rok. Dobivajo prek 100 milijonov evrov denarja od RTV prispevka, ob tem ves čas najemajo kredite, da premostijo pravzaprav razmere do tega, ko pride denar na tekoči račun, da imajo vmes za plače, vedno je minus, vedno prosijo državo za več denarja. Spremeni se pa nič, v bistvu nekaj bo treba narediti, to se verjetno strinjava, ampak konsenza političnega pa ni. Recimo prejšnja vlada je šla v višanje RTV prispevka. Ravno obratno, kot vi zdaj predvidevate. Ampak ravno to ni smiselno. Po eni strani ta leva politična opcija se zavzema za nek zaviranje gospodarstva, ki bo privedlo do nekih nižjih davkov, do nižjih prilivov v proračun, po drugi strani pa želi, da viša proračun izdatke. Ja, zdaj se pa moramo zmeniti, ali bomo zniževali te naše prihodke, potem moramo vse naše izdatke tudi zniževati. Glejte, tako je. Enostavno, če manj notri priteče, daš manj ven. Ne gre kontra. Ker to, kar je prejšnja vlada delala, je samo še povišala te izdatke in nas še zadolževala. Vsak kredit stane. In ko smo mi enkrat že neskončno zadolženi, mi postanemo nekako hlapci nekoga, če smo nekomu dolžni. Potrebno je gledati celotno sliko tega. Mi ne moremo podpirati neke javne radiotelevizije, ki ima 2000 zaposlenih. Ne s takimi stroški, ne s takimi plačami. Ste videli bruto plače, ki so na vrhu lestvice. Vi verjetno nimate take, Ali pač, ne bom vprašala, ampak koliko je pri vas recimo zaposlenih na planetu? Vas je 2000? Ni nas 2000, nas je nekaj deset, ampak vsak mora pošteno garati za svoj denar, da tako reče. Ampak tako je pač v privatni firmi. Mi da se pogovarjamo zdaj o javnem servisu, ki naj bi imel neko višje poslanstvo. In jaz se v bistvu strinjam s tem, da če bi ga izpolnjeval, da bi si denar zaslužil. Moje mnenje je, da ga ne izpolnjuje, ker je ta servis postal politični agitator ene politične strani. Tukaj se verjetno lahko strinjava. Ampak kaj pa vendarle vse tisto, kar RTV poleg informativnega programa še počne? Drugi mediji se s tem ne ukvarjajo, ker to ni profitabilno. Torej, RTV še vedno ima neko višje poslanstvo, ki ga izpolnjuje. Nek verski program. Orkester. Tako. Govoriva seveda o obeh manjšinah, italijanski, madžarski. Skratka, to so stvari, ki jih lahko ponuja samo RTV in nihče drug. Tukaj se strinjamo, zato je tudi v našem zakonskem predlogu je predvideno nadaljevanje nekako obstoja javne radiotelevizije, s tem, da država bi potem zahtevala nekaj dosti večjo regulativo pri samem programu, pri nadzoru nekako te neke porabe teh sredstev, ki jih dobi radiotelevizija. Ker trenutno tu nek pojav, ki se pač pojavlja tudi drugje v javnem sektorju. Ko si ti tako dolgo nekje v javnem sektorju, enostavno dobiš ta nek občutek, da tebi pripada. Tebi pripada, pa te ne zanima, odkot ta denar pride.
Jaz sem recimo pustila 20 let dela v realnem sektorju. Jaz cenim vsak evro, ki pride z proračuna, ker ga gledam s popolnoma drugačnimi očmi. Potem, ko nekdo, ki ni rabo delati po noči, po dnevi, cele dneve, po 12 ur na dan, ni rabo plačevati takih prispevkov, dohodnice, boriti na trgu. Enostavno ne razume, odkot pride ta denar, ki ga oni samo zahtevajo. Samo dajte nam. In se za ta denar ne rabijo truditi. To opažam recimo tudi v državnem zboru, pri dolgoletnih poslancih, ker nimajo dneva delovne dobe na realnem sektorju. Oni se počutijo, da njim samo pripada. Pa tudi, če je to recimo novi iPhone, ki jim pač samo pripada. Torej, kaj še piše v vašem predlogu zakona o ukinitvi prispevka RTV? Vi pravite, da je potrebno spremeniti upravljanje zavoda. Ne? Kaj to pomeni? Zdaj na nek način s to novelo zakona o RTV, ki jo je sprejela Golobova vlada jeseni 2022 in nedavno nazaj potrdila kot ustavno, tudi ustavno sodišče, ne, je temu prikimalo, je na nek način zagotovilo samo upravljanje RTV-ja, kjer v bistvu sami sebe upravljajo, pač tudi slabo. Se pravi, vi menite, da je tukaj država tista, ki mora upravljati z RTV-jem? Ne dobesedno upravljati. RTV potrebuje svojo upravo, ampak tukaj govorimo o neki pripravi finančnih poročil, nekih projekcij in potem realizacije teh projekcij. Ker vkolikor ta neka finančna poročila niso skladna s tem nekimi projekcijami, kolikor se ne dosega določenih ciljev, pač potrebno ponovno preučiti višino sredstev financiranja RTV-ja. O tem sem govorila, ne? Da v bistvu takrat, ko država vstopi kot edini, bom rekla, pač razen oglaševanja, ne? Nekako financer tega tudi ima kot prejemnik javnih sredstev, ima RTV zavod torej neko dolžnost odgovarjati za vsak evro tega denarja. O tem sem govorila. Ja, no, zdaj recimo RTV zavod je pričakoval nek denar od Ministrstva za kulturo, ne, za audio področje. Ministrstvo želi, da se podpiše pogodba, ne, da bodo ta sredstva izplačana po pogodbi in namensko porabljena. Vemo, da je tukaj prvi problem, ker se ta denar pravzaprav namenja za plače. Ne? In imamo predsednika programskega, oziroma zdaj samo sveta RTV, Gorana Forbicija, ki javno poziva upravo RTV, naj ne podpiše nikakršne pogodbe z ministrstvom in z vlado, ker bo ravno potem po pogodbi morala odgovarjati ministrstvu in bo ministrstvo se lahko izmišljevalo, ali je RTV izpolnil pogoje ali ne. Ampak to je pravzaprav to smešno. Potem bi tudi jaz lahko, ne vem, naredila nek javni zavod, zahtevala, dajte mi denar, pa se ne rabim poročati, zakaj sem ga porabila. Mislim, to je pravzaprav res, to je naš skupen denar. Država ima pravico kot plačnik proračuna, da se zahteva sklenitev te pogodbe, da se natančno ve, kam gre vsak evro. In ustanovitelj tega zavoda, ne? Ja, absolutno. Zato je smešno. To je ravno tisto, kar sem vam prej govorila. Določeni se po tako dolgem času v javnem sektorju se samo počutijo upravičeni do tega denarja. Brezpogojno. Samo pripada jim. No, zdaj ljudje verjetno so naklonjeni ukinitvi RTV prispevka. Zakaj bi nekdo glasoval proti ukinitvi RTV prispevka, če bi njemu ostalo v žepu več, ne? Ampak tu je ustavno sodišče in marsikaj se lahko zgodi, da vas pri tej nameri ustavi. Verjetno na to računate? Pa dajmo, se pravim. Mi imamo ustavno sodišče za to, da se odloča. Ljudstvo ima pravico posega tudi po teh manevrih, pa dajmo. Torej, vam je zdaj v interesu, da se najprej na tem posvetovalnem referendumu izkristalizira, kaj ljudje želijo? Tako je, nekako so ti posvetovalni referendumi tudi namenjeni sami neki močnejši javni podpori spremembe zakonodaje. To ni zakonodajni referendum, ni zavezujoč, ampak vseeno menim, da je nekako prav, da v pomembnejših temah tudi vprašamo ljudi, še posebej, ker bomo na ta dan že imeli en referendum, tako da ne bodo samo zaradi tega pač stroški toliko višje in je pač prav, da se to vprašanje postavi tudi splošni javnosti. Torej, če dobite podporo na posvetovalnem referendumu, se boste lotili spreminjanja RTV-ja?
Jaz bom rekla takole, nekako to je politična volja za spreminjanje RTV-ja že brez samega referenduma, ampak sprejeli smo odločitev, da želimo tudi to nekako podporo ljudstva v zvezi z tem vprašanjem nekako tudi javno izpostaviti. Prav je, da to naredimo. Pravite, da bi se RTV financiral samo iz proračuna. Ne? Kaj bi to pravzaprav pomenilo? Potrebno bi bilo najti nova sredstva. Ne? Se pravi, zdaj dobi RTV več kot 100 milijonov od davkoplačevalcev. Ne? Potem bi šlo to direktno iz proračuna. Bi ta dofinanciranje ostalo enako ali bi bil ta priliv manjši, pa bi bilo potrebno potem narediti na RTV tudi neko reorganizacijo z manjšim številom zaposlenih? Zdaj bi se prehitro, da bi midva šla v te neke detajle. Kakšna je ideja resnice? Ne, vi ste vendarle to vložili. Ja, ideja je, da se za začetek samo ukine RTV prispevek, kasneje pa so te odločitve, o katerih vi govorite, odločitev vlade in Ministrstva za kulturo znotraj svojih organov in svetov. To ni neka odločitev, ki bo samo ena politična stranka sprejela, to dejansko je nek malo širši demokratični proces, ampak RTV se ne financira samo iz proračuna, ampak tudi iz oglaševanja, sredstva oglaševanja, tako da menim, da je prehitro, da midva gremo v kakršne koli detajle tukaj. Prej sva govorila o tem, kako je RTV postal pravzaprav zvočnik ene politične opcije. Kako je po vaše do tega prišlo? Ja, tako kot pride do vsake stvari v naši državi, ne? Sledi denarju, ne? Pač tam, kjer je denar, tam se pač začne zbirati določene klika ljudi in ne spusti svoje pozicije, ker je pač fino biti lepo priklopljen na državne jasli. Ampak ta Golobova novela zakona o RTV, sprejeta pred 4 leti, je obljubljala depolitizacijo RTV-ja. Zdaj pa vidiva, kaj se je zgodilo. Ja, se obljubljali so marsikaj, ne samo to. Ja, ampak zdaj vidiva, kaj se je tam zgodilo. Ne? Torej, nekaj je narobe s tem zakonom, nevladne organizacije, njihovi predstavniki nastopajo v svetu RTV. Nekaj narobe tam s plačami. Smo govorila o plačah, ne? Dejansko tisti najvišji rang plač presega skoraj pač plačo predsednika državnega zbora. Tako da nekaj je tam narobe. In kjer samo sledite denarju. Sledite denarju, enostavno to je to. Ne? Menim, da je potrebno nekako prekiniti to brezpogojno, dajte nam, mi to hočemo, zahtevamo, mi smo tega navajeni. Menim, da so to ljudje, ki na golem trgu si niso rabili zaslužiti. Vi verjetno delate, ko smo se prej pogovarjali, tudi pozno zvečer, pa potem zgodaj zjutraj naprej, ker veste, kaj pomeni delo, da je včasih treba tudi podaljšati ure, ni vse plačano, se boriti na trgu in tako naprej. Jaz menim, da moramo to, da se nekateri pasejo na naših žuljih v javnem sektorju, drastično ukiniti. Ampak odpreti pa fronto za RTV in nevladniki je vedno tvegano. Ne? V preteklosti so se tisti, ki so te fronte odpirali, opekli, ne? Recimo, če govorijo konkretno v SDS-u. Glejte, jaz bom tako rekla, meni je vseeno, jaz imam svoj poklic, 2 poklica celo, zdaj delam še en magisterij. Jaz se ne držim z vsemi 4 te pozicije, na kateri sem. Meni je vseeno. Jaz samo želim, da nehajo trošiti naš skupni denar. To je dobesedno kraja javnega denarja. To so ljudje, ki prejemajo astronomske plače iz proračuna. To so ljudje, ki dejansko, ne vem, če ne bom zdaj nikogar pokrival sodla, verjetno je kdo, ki gara. Ne mečemo vse v isti koš. Mi dva zdaj tukaj govorimo o anomalijah in navadni delovni ljudje ne morejo več tega spremljati. Torej, nam skoraj polovico plače navadnemu delavcu pobere država, če gledamo bruto in vsi prispevki in vse. Zato pa ne dobimo tistega javnega servisa, ki si ga človek pričakuje. Nekdo bi rekel, v redu, bomo mi pač malo potrpeli, bomo vse te davke plačali, bomo prenesli, da smo tako obdavčeni, ker tam se gradijo 3 nove bolnišnice, ker tam se gradijo šole, ker rabimo za ceste, ker rabimo to ono. Pri nas pa imamo javni RTV, 2000 zaposlenih, s fenomenalno plačo. Ljudje ne želijo več delati za to. Ne? Tako da je vse eno, če nekdo napada mene, nekdo bo prišel za mano, pa ne eden, pa jih bo 10 prišlo, ker ljudje ne želijo več tega plačevati.
Dotakniva se še enega zakona, ki ga pripravljate v stranki Resnica. Vi ste prvo podpisana, zakon o veterinarstvu. Na klopi poslancev bo prišel septembra, pripravljen je bil že poleti. Bilo je nekaj špekulacij, da ni bilo podpore za ta zakon v koaliciji, da gre za to šele septembra. Kako je s tem? Zdaj dejstvo je, da smo čez poletje si vzeli čas za uskladitev amandmajev na sam zakon, medtem ko vlada je potrdila v svojem dnevnem redu, da bo zakon obravnavan septembra, tako da to je jasen znak za samo podporo. To niso samo moje besede, ampak gre za dokument vlade. To je spet eden izmed poligonov, s katerim bojo ti, ki so financirani iz teh raznih špekulativnih virov, bojo pač nekako poskušali razne mahinacije izvajati. Jaz ljudem še vedno priporočam, naj si sami preverijo vse možne informacije. Pa bom čisto na kratko razložila, v čem je problem. Nekoč so bile vse te državne veterinarske bolnišnice, so bile to klinike, so bile državne. To so bile del nekih zadrug ali pa pač so bile tudi samostojno v državni lasti. Po osamosvojitvi so ti veterinarji, ki so delali v teh klinikah, ambulantah, so odkupili te deleže od države. Takrat je bila veterina v glavnem nekako usmerjena v to higieno živil, v rejne živali, mleko, meso, zaščita pred kužnimi boleznimi, zoonozami, uvoz, izvoz iz države. In ko je prišlo do te transformacije, ko so se v bistvu te velike državna veterinarska podjetja prodala, se je država nekako morala zaščititi, da bi še vedno obdržala ta nek vpliv nad temi zasebnimi podjetji. In takrat je sprejela kot neko v zakonodaji in tudi v ločeni uredbi nek pojem javne veterinarske mreže. In je rekla, vi lahko imate vsi pač ta zasebna veterinarska podjetja, ampak vi ste obvezno del javne službe. Vsi. Zdaj, z leti se potem kasneje sistem transformiral tako, da so te veterinarske ambulante se prijavljale na razpise za koncesijo za določena dela, ki so financirana iz proračuna. To pomeni te odzeme krvi, nadzor nad stanjem kužnimi boleznimi, pregled gospodarstev. To je spet področje, ki se dotika samo rejnih živali. V to področje sodi tudi stalna pripravljenost. Torej, to so dela, ki so plačana iz proračuna, država razpiše na vsakih 10 let koncesije, po regijah se prijavljajo veterinarske ambulante in znotraj ene regije država zbere 1, 2 ali več veterinarskih ambulant za izvajanje te javne veterinarske službe. Zdaj pa pridemo do naslednjega problema. Kaj zdaj rešujemo mi s tem zakonom? Tekom let se je veterinarska medicina razvila in mi zdaj poznamo tudi te zelo specialistične veterinarske ambulante, ki se ukvarjajo samo recimo s fizioterapijo mačk in psov. Imamo veterinarsko ambulanto, ki se ukvarja samo z okulistiko mačk in psov. Potem imamo, samo ortopedske ambulante, potem dermatološke ambulante in tako naprej. Mi teh ambulant ne moremo obravnavati kot del javne veterinarske mreže. Ne glede na to, da ima ta veterinar enako izobrazbo in enak status kot ta veterinar, ki dela na terenu, torej z živili živalskega izvora, on enostavno tudi, če ga nekdo pokliče sredi noči, da ima krava porod, tega poroda ne mora opraviti. Je pa po zakonu. Zdaj tudi njegova dejavnost del javne veterinarske mreže, ampak po koncesiji, ki se pa, pazimo zdaj, ne financira iz proračuna. Pri nas veterinarska ambulanta ne more samostojno upravljati dela, brez da država nad njo ne sklene neke koncesije, da je del javne mreže. In ta del je potrebno razrešiti. Ker če država želi neko to svojo mrežo tudi za medicino mačk in psov, tudi za stalno pripravljenost, za nujne primere, recimo pri psih in mucah, mora za to razpisati koncesijo, določiti območja, pogoje in financiranje, tako kot za tisto drugo koncesijo, ki je za velike živali. Kaj se zdaj namreč se dogaja? Če država samo reče, vsi morate dežurati, potem ne dežurajo vsi. Ampak to ni dovolj. Samo da končam to misel. Če ti samo nekomu naložiš to delo, to ni dovolj.
ker ga ne bo delal, ker ga ne more delati. In zaradi tega ljudje trenutno ne pridajo do stalne veterinarske neke te oskrbe, do nekih urgentnih primerov, lovijo se, kličejo naokoli, ne vejo kam. In to je potrebno rešiti. In reši se z razpisom koncesij za stalno veterinarsko pripravljenost, tako kot je to urejeno za velike živali po regijah, z ustreznim financiranjem in z določitvijo pogojev za izvedbo tega. Ker en manjši veterinar, ki je en veterinar, pa en veterinarski tehnik, pa morda ima še koga še za 4 ure zaposlenega, ne more izvajati 24-urne oskrbe. Tudi če ga država ne vem, kako v to prisili. Ne more in ne bo. No, tukaj zdaj imam vprašanje, ne, obstoječi zakon je v veljavi že vrsto let, ne, nova zakonodaja itak gre šele v razpravo septembra, ampak je pa bilo govora o spremembi pravilnika, ne, zdaj to, da morajo veterinarji vsi izvajati to nujno službo 24/7 tudi po noči, to ni v tem aktualnem zakonu. To je bilo po novem pravilniku, ki ga je sprejel Robert Golob oziroma Golobova vlada, pa je veljal 1 leto, pa je zdaj to Janševa vlada ukinila. A to prav razumem? V bistvu gre čisto malo drugače. Situacija je dosti bolj zapletena. V samem zakonu o veterinarstvu tudi obstaja člen o neprekinjeni veterinarski oskrbi in o dolžnosti veterinarskih torej ustanov, da se organizira ta pač neprekinjena veterinarska oskrba. Ampak zdaj so imeli pravzaprav samo sporočila napisana, kam so se lahko obrnili, ne? Tako. Ljudje. Pravilnik je pa podzakonski akt in je v bistvu presegel pooblastila zakona, ker je v bistvu že tako in tako nek nezakonit poseg v zakonodajo in je razširil ta člen na način, da je vezal to stalno pripravljenost na samo verifikacijo veterinarskih ambulant. Po domače rečeno, ta pravilnik, ki ga je Golobova vlada sprejela, je že obstoječim veterinarskim ambulantam, ki so že imela dovoljenje za delo. Verifikacija pomeni dovoljenje za delo, pregled pogojev, opreme, izobrazbe zaposlenih. Da je torej to verifikacijo veterinarske ambulante vezal na samostalno pripravljenost. Zdaj pa gremo naprej. Sama veterinarska ambulanta nima nobenega posebnega statusa v naši zakonodaji. To je navadna gospodarska družba, ki mora delovati tudi v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. In ko je ta pravilnik v bistvu posegel v tole delovni čas, je v določenih ambulantah, ki so imele enega veterinarja, pa samo tehnika, presegel svoja neka pooblastila, ker to ni bilo možno izvesti v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, ker starejšim delavcem, mamicam z mlajšimi otroci, ni možno naložiti nadurnega ali nočnega dela. In v teh primerih so se kolegi znašli v zelo nezavidljivem položaju. Kaj se je zgodilo? Niso morali dežurati, njihovo dovoljenje za sploh upravljanje te ambulante pa je narekovalo, da morajo. Oni ne morejo. In se je kaj zgodilo? Pač so poiskali, da bi se nekje vključili v to, bo kdo dežural na mesto njih, ker so dolžni skleniti neko pogodbo drugje, ker sami ne morejo. In takrat pa pride veterinarska fakulteta in reče, v redu, mi pa za vas bomo dežurali, ampak 300 € na mesec na veterinarja. In to, zdaj si pa predstavljamo zdaj ta strošek. Ta strošek je torej padel na to zasebno gospodarsko družbo, pustimo zdaj dejstvo, da je to veterina. On mora plačevati davke, on mora delati tako kot čisto vsaka navadna gospodarska družba. Nima nobenih privilegijev, nima nobenega posebnega statusa. Njemu je bilo samo naložen dodaten strošek. A razumemo, kaj to pomeni? Država je naložila tej zasebni gospodarski družbi nek strošek, ki ga mora plačevati. To je, ne samo da je nezakonito, to je katastrofa. To je v bistvu unikum tudi v Evropski uniji. Kaj takega je popolnoma nesprejemljivo. In mene čudi, da so si sploh dovolili kakšen tak poseg v neko tako, bom rekla, v neki urejeni evropski državi. Kot da nimamo zakonodaje, kot da ne razumejo dobro zakonodaje. Sploh ne dojamem tega. Kaj pa se je zgodilo zdaj s temi veterinarji? Kakšne so bile posledice za te, ki so pač morda niso bili sposobni tega niti plačevati? Tako je, mi smo že od sprejema tega pravilnika pozivali našo veterinarsko zbornico. Nenehno pozivali. Jaz takrat več sem že upravljala ta svoj študij. Sicer to je magistrski študij menedžmenta in prava in so se na mene obrnila skupina veterinarjev, da dajmo to nekako pravno razrešiti. Sklicali smo večje število sestankov v zadnjih 2 letih
In na vsakem od teh sestankov nam je naš predsednik zbornice nekako zagotavljal, da bo šel do ministrice, da bo probal to razložiti, da to ne gre, da to enostavno ne moreš ti nekomu naložiti tega stroška ali pa ga prisiliti v delo, ki ga ne zmore upravljati. Kako to izgleda? In ni prišlo do nobenega dogovora, do nobenega nekega razumevanja, do ničesar. To je bila samo neka prisila. Delajte ali pa dol zaprite. In dejansko določeno število ambulant se je takrat tudi zaprlo. Kaj je to naredilo? To je v bistvu zmanjšalo neko konkurenco na trgu. Če ni zdrave konkurence, pa vemo, kaj se zgodi, naraščajo cene. Sami veste, če imate kakega ljubljenčka, kako je trenutno s temi stroški, ko greš veterinarju. To vejo tudi ljudje. Tako da vsak, ki ima ljubljenčka, mu resno polagam na srce, sami si dajte prebrati ta zakon, zakonske rešitve. V bistvu gre za to sprostitev trga, ker mi moramo na trgu medicine mačk in psov, ki so dejansko se ta medicina že približala medicini ljudi, dovoliti dejavnost na trgu. Brez tega, da država nad tabo reče, ti ne moreš delati, če nisi del naše javne mreže. Enostavno to ne gre. Tisti del, kar je del javne veterinarske mreže, mora država urejati z razpisi, s koncesijami in to enostavno ustrezno tudi financirati. Če si predstavljamo samo eno primerjavo, če si ti zdravnik, odpreš svojo ambulanto, pridejo pač določena komisija, pogleda, ali ti izpolnjuješ kadrovske, prostorske, tehnične, druge pač pogoje, potem moraš izpolnjevati vse te pogoje, kar se tiče spremljanja dokumentacija, poročanja, delovanja, pač zakonitega delovanja z zdravili in tako naprej. Nadzorujete inšpekcija, nadzorujete lahko stanovska organizacija in to je to. Ne rabiš po vsej sili biti del neke javne službe. In točno to je potrebno narediti tudi v medicini psov in mačk. Potrebno je sprostiti ta trg. Potrebno je tudi organizirati to neko dežurstvo, to stalno pripravljenost, ki zdaj ni organizirana. Ljudje ne vejo, kje je tisti urgentni center. In menijo, da lahko vsak veterinar reši zlom kosti pri muci. In kličejo pač kar vse po vrsti. Ne zavedajo se ljudje, da nima vsak niti ne primernega anestezijskega aparata, nima vsak niti ne primerne opreme, ne dovolj kadra, ne znanja za izvedbo neke urgentne osteosinteze in dejansko mi potrebujemo te urgentne centre. Zdaj država ima več možnosti. Lahko regijsko zgradi te svoje urgentne centre, pa je zadeva rešena. Lahko pa sklene na trgu koncesijsko pogodbo z zasebniki. Ne more pa reči kar vsem gospodarskim podjetjem, vi pa boste vsi delali vse v našem imenu. Ne gre. Prvi vrsti je za zagotavljanje neprekinjene veterinarske oskrbe odgovorna in zadolžena država. Ta pravilnik je veljal 1 leto. Spremenila ga je Golobova vlada. Zdaj, da se je spremenil nazaj, to ste vi poskrbeli ali zakaj se je zdaj spremenila nazaj, Julija? Torej, mi smo po neki vložitvi tej zakona o veterinarstvu začeli tudi neko, obširnejšo razpravo, tudi na ministrstvu, na vladi. Verjetno, so na ministrstvu ugotovili, da je ta neka določba tudi nezakonita, bolj ali manj, da ni v skladju z našo, ostalo zakonodajo in so pač sprejeli to odločitev. Vrnili so v bistvu zadevo samo nazaj v leto 2024, ne? Na pravilnik je veljal do decembra 2024. Res pa je, da je ta člen pravilnika, ki je potem v bistvu presegel svoja zakonska pooblastila, prišel v veljavo komaj maja 2025, ampak po nekem intenzivnem in konstantnem pogajanju in pritiskanju na pač prejšnjo ministrico, na organe, na sestavi, na UVHVR, je bil nek notranji tih dogovor, da se veterinarskim ambulantam, tudi če ne bodo izpolnjevale členov iz tega pravilnika, ne napiše kazni. Tako da inšpekcijski nadzor se po dogovoru ni izvajal, ker je tudi bilo nekako jasno vsem stranjem, tudi prejšnji vladi, kako nezakonit člen so pravzaprav sprejeli. Se pravi, šlo je samo za predstavo za javnost. Tako. Ampak ravno zaradi spremembe tega pravilnika nazaj na december 2024, se zdaj ves pa Janševa vlado krivi na družbenih omrežjih, da pač domače živali, ki so poškodovane, ne morejo priti pravočasno do te oskrbe, da morajo čakati, da se odpre redni delovni čas. To so zgodbe o teh muckih, ki krožijo po družbenih omrežjih, širijo se kot požar. In širi jih v bistvu žena bivšega predsednika vlade Tina Gaber.
gremo malo drugače. Jaz mislim, da ona ni v celoti v zmoti. Dejansko ljudje ne pridajo do te dežurne oskrbe, ravno zato spreminjamo zakon. Ampak kaj pa ona... Ampak pomenja pa vas, ne? Se bomo do tega. Meni je všeč, da dejansko odpira to temo, ne glede na to, kako se govori o meni, pa se vrnimo čisto nazaj. Meni je všeč, da se ljudje o tem pogovarjajo na glas, ker se 20 let niso. Dejansko sistem ne deluje. Dejansko je sama opazila, da ne deluje. In jaz pač nekako tudi javno zdaj pač pozivam gospod Gaber, da se dobiva osebno, pa da ji predstavim, kako pa bo kasneje deloval sistem, ker zdaj ne deluje. Jaz se strinjam z njo, ne deluje. Tudi prej ni deloval. Tudi, ker je bil pravilnik sprejet in veljaven, ni deloval. Ravno zato je potrebno to spremeniti. Namreč mi smo šli s časom naprej in tukaj ni več samo neka veterinarska medicina rejnih živali, ampak imamo tukaj veterinarsko medicino malih živali, s katero je potrebno nekako drugače jo spraviti v zakonske okvirje in ponuditi to neprekinjeno veterinarsko oskrbo z koncesijami, z pogoji, kdo jo izvaja in kje. Tudi, poglejte, če se vi poškodujete, ali čisto vsak zdravnik upravlja to urgenco, ali ne, ali se morate peljati, ali v Maribor, ali v Ljubljano, ali ne. To so pač regijski urgentni centri. Podobno zadevo je potrebno urediti tudi v veterini. Pa še eno drugo plat vam bom povedala, takoj iz prve roke, po pogovoru s kolegi. Ravno včeraj sem imela en tak pogovor. Kaj mi kolegi povejo? Če mora čisto vsak dežurati, se ljudje nekako navadijo na to osebo. In zadeva postane osebna do tega nivoja, da dežurnim veterinarjem kar naprej zvoni telefon. To pomeni klic, ja, moj kuža je kihno, je, ne vem, premalo, preveč lulav, ne vem kaj vse. Zadeve, ki niso za urgenco, 80% klicev, ki jih prejme en povprečen veterinar med dežurstvom, ni za urgenco. Torej podobno kot pri ljudeh. Tako, ampak bom rekla, ljudem ni jim nerodno tega delati, ker tega človeka poznajo, na njega so navezani, so z njim so sproščeni in tako naprej. Če bi človek moral dejansko poklicati v nek urgentni veterinarski center, bi verjetno malo bolj premislil, ali je to zadeva dejansko za urgenco, ali je to samo pač nekaj, ker bi rad pač slišal svojega veterinarja, da me malo pomiri. Me razumete, o čem pač hočem povedati? Dejansko se mora sistem profesionalizirati, mora se določiti kriterije, kdo lahko upravlja pač to neko urgentno službo in potem mora se zagotoviti dostopnost. To je ravno tisto, kar opozarja gospa Gaber, da ni dostopnosti. Res je ni, zato pa sprejemamo ta zakon. Ja, ampak ona pravi, krivi ste vi, Janez Janša. Ja, pustimo to. Lahko sem kriva, evo. Kriva sem za vse. Kriva sem, da bo zvečer tema. Torej ne odzivate se na to. Pa to je smešno. Gre zdaj tudi za recimo neko zanimivo društvo za zaščito konj, vpleteno v lažno prijavo proti kmetiji Možganu, v Leskovcu pri Krškem, odkudar so potem odpeljali krave. Lastnica tega društva je prijateljica Tino Gaber, poznajo se s Robertom Golobom, dobivali so nakazila z Genija. Skratka, ne moremo se znebiti občutka, da gre tukaj zadaj za politično igro, ne? Seveda, da gre, ampak jaz bi morda spet apelirala na ljudi, ne, glejte, če koga res zanima zaščita živali, dobrobit živali, zagotovitev nujne veterinarske oskrbe. Prosim, pridite k meni, bomo se vsedli, vam razložim, se pogovorimo. Jaz nimam predsodkov. Jaz lahko čisto vsakim grem ta pogovor skozi, ker meni je iskreno mi je mar za to, da se to področje enkrat končno za vsele uredi. Obe gospe priznavata, da trenutno sistem ne deluje. Tu se lahko strinjamo. Ja. Ne strinjajo pa se, da ga poskuša reševati morda trenutna vlada, ampak nekako bomo morali iti preko te delitve, to so naši vaši. Kar se tiče zaščite živali, bom rekla, kar se tiče teh nekih sprememb zakonodaje, menim, da je pravilno, da bi se o tem tudi pogovorili, ampak enostavno vsak poziv zavračajo. Tako da, ne vem, lahko jim danes še enkrat pošljem nek pač poziv, ampak menim, da so to stvari, ki presegajo strankarsko opredeljenost. Pozivam k nekem zdravemu razumu, prenehajmo samo gledati, kdo je kaj predlagal, sedite se in poglejte dejstva. Ali trenutno deluje sistem neprekinjene veterinarske oskrbe za pse in mačke? Ali deluje? Ne deluje. In kaj je potrebno narediti? Predloge so na mizi,
Tako da ne vem, zakaj enostavno se poslužujejo samo neke diskreditacije pa napada, namesto da bi se nekako vsebinsko opredelili do rešitev. A pa vas skrbi, ne, ker manipulirajo s čustvi ljudi in ko pride do skrbi za domače živali, je za čustvi ljudi zelo enostavno manipulirati, ne. Kot požar pravzaprav se je širila po spletu, po družbenih omrežjih, ta zgodba o tem Mucku, ki zdaj zaradi nove večine v državnem zboru ni bil deležen oskrbe. Temu se reče populizem strokovno, pa to je nek manever, ki se ga poslužujejo vsak dan. Menim, da ne moremo ga ustaviti, ne moremo ga preprečiti, ne moremo nič narediti okoli tega, tako da zakaj bi se s tem obremenjevala? Če ne moreš nič narediti okoli tega, kaj boš pač? Zdaj, ko sva pri spremembi zakonodaje, ki jo vi predlagate, vas moramo vprašati še, zakaj stroka z veterinarske fakultete po vašem nasprotuje temu zakonu. Nek odmeven intervju za žurnal 24, mislim, da je imel prodekan Podpečan, ne, da zakon ne prinaša ničesar dobrega in da je pravzaprav zaskrbljujoče, v kaj vse posega. Meni je ta intervju bil zelo zanimiv, namreč, ko je bil še gospod Podpečan sam direktor veterinarske zbornice, smo na teh regijskih odborih veterinarske zbornice, tudi na skupščini veterinarske zbornice, zadnjih 20 let, kar sem član veterinarske zbornice, nenehoma govorili o eni in isti temi. Zakaj zavirajo spremembe? Zakaj ne želijo, da se sistem, ki ne deluje, da se spremeni? Ker očitno nekomu pa še tako. Poglejmo zdaj, zakaj. Gremo čisto nazaj na začetek. Torej, te velike veterinarske bolnice in klinike, ki so se pač razprodale iz tega državnega premoženja, so trenutno prejemniki proračunskega denarja. Pa nekateri dobijo kar nekaj tega denarja, bodimo pač iskrena, ne? In zdaj tile si enostavno ne želijo nobene konkurence na svojem terenu. Trenutna zakonodaja preprečuje, da bi lahko, ne vem, se torej še odprla še kakšna ambulanta, razen če ima res velika zagonska sredstva. Ker po tej zakonodaji ti ne moreš nekako imeti ambulante, če nimaš vse 4-5 zaposlenih. Ker ne moreš zagotavljati 24/7, 365 dni na leto. In kaj se zgodi? Ker imajo ti monopol, seveda, da ne želijo, da se trg sprosti. Njim je v redu, tako kot je. Če se ne motim, je v tem zakonu, da veterinarska fakulteta bi potem izgubila status javne ambulante. Ne, ta del smo reševali z amandmaji, tako da to, kar se tiče veterinarske fakultete, se v celoti v nespremenjenem členu vrača nazaj notri v zakon. Tako da to nima, bom rekla, nobene veze s tem. Kar se zakonom želi doseči, je točno to, kar sem povedala. Se ločiti, kaj je javna in kaj je zasebna veterina, zato da se lahko omogoči nekako ta sprostitev trga, tudi dolgoročno zniževanje cen in po drugi strani znotraj te javne veterinarske mreže večja dostopnost do nujne veterinarske pomoči. Zdaj, prej sem že omenila, da tu na strani veterinarske fakultete je finančni interes, ker so namreč sklepali pogodbe z ambulantami, ki so bile prisiljene sklepati te pogodbe in plačevati veterinarski fakulteti za stalno veterinarsko pripravljenost v imenu javnega interesa. To pa je, bom rekla, popoln nesmisel. Nekaj moramo vedeti, v pravo velja to načelo sorazmernosti. Javni interes lahko posega v neko človekovo pravico, ampak mi imamo to osnovno človekovo pravico, ki se reče pravica do svobodne gospodarske pobude. Dokot lahko ta, torej javni interes posega? Ne more v celoti, ampak vedno se tehta, dokot lahko gre. Medtem ko v primeru veterinarske medicine država smatra, da lahko v celoti je vse njeno področje. Ne more biti. Vedno mora opredeliti kriterije. Katera ambulanta je lahko znotraj javne veterinarske mreže, koliko zaposlenih, katera dejavnost in potem koliko se to tudi financira. Ne more pa zapreti trga pa reči, vi ne morete kot čisti zasebnik izvajati svoje dejavnosti na trgu. In točno to se zdaj poskuša nekako ločiti in se urediti. Seveda, da velikim igralcem na trgu ne paše to. To je normalno. Kaj pa veterinarska zbornica? Ja. Tu pa spet gremo sledi denarju. Poglejmo v bistvu nekako lastniško strukturo teh, ki so vodilni na veterinarski zbornici. Poglejmo, kje so solastniki kakšnih ambulant, ali so to prejemniki državnega denarja ali ne. Vedno rečem, sledi denarju.
potem se nekako slika se razjasni, zakaj ne. Tako da ta zakon, predlog zakona je bil pripravljen po 2 letih dela v imenu skupine veterinarjev in je bil tudi za strani ustavnih pravnikov in drugih večjih pravnikov nekako tudi je bila rešitev nekako presojena kot uspešna. Torej, stanovske organizacije zakona ne podpirajo, ampak imate pa podporo na terenu, če prav razumem. Glejte, meni je zelo zanimivo, ker jaz sem res 20 let član zbornice, eno in isto tematiko smo obravnavali, en in isti problem. In vedno, ko morate gledati, zakaj je nekdo proti. Nekje je finančni interes, ne? Bodimo iskrena. Je pa še druga stvar. Ta zakon prinaša nekaj, česar veterinarska zbornica ne želi povedati na glas, pa za kar si je zavzemala, kolikor jaz vem, pa zadnjih 10 let. Namreč te koncesije, ki so plačane iz proračuna za te večje ambulante, za rejne živali, za pregled gospodarstev, se na letni bazi ne usklajujejo dovolj, da bi veterinarske ambulante bile nekako motivirane, da upravljajo to delo za državo, znotraj javne veterinarske mreže še naprej. V sami spremembi zakona smo dodali člen, ki zavezuje državo, da izvaja redne, te letne neke uskladitve teh cen. Torej, da bo nekako sorazmerno presojala te stroške storitev veterinarske ambulante. Namreč, kaj se dogaja? Če samo pogledamo strošek cepljenja za steklino, je že skoraj 20 let isti. Pa sami vemo, kam je šla inflacija v zadnjih 20 letih. Tudi ta rešitev je notri v zakonu in to je nekaj, kar se je veterinarska zbornica iskreno pa se bojevala za to rešitev. Zdaj, ko imajo na mizi ta predlog zakona, pa zanimivo, ni dobro. Še nekaj vas moram vprašati, ker me to res zanima. Prejšnja vlada je sprejela marsikaj na področju živali, ne, zakon za zaščito živali, kateremu je stroka precej nasprotovala, veliko se je oglašala Vida Čadonič Špelič, bivša poslanka NSI. Vemo, ne, da so nevladniki lahko vstopali pravzaprav v svetovanje veterinarjem z nekim 40-urnim tečajem, se pritožili potem na ugotovitve samega inšpektora, ne, zadeve, ki so se zdele zelo bizarne, glede na to, koliko nek veterinar mora dati skozi šole, da tako rečeva, pa se vi to sami dobro veste, ne. Pa tudi ta prepoved kastracije pujskov brez anestezije, ne. Kako ste vi gledali na te zakonske rešitve? Te zakonske rešitve so večkrat zvenele, kot da so bile napisane od nekoga, ki na kmetiji še ni bil, ne. Čisto iskreno. Je pa tako. Bom rekla, jaz osebno podpiram večjo zaščito živali, tudi pri rejnih živalih, ampak mi moramo nekaj razumeti. Nekako kot država se moramo strateško odločiti, kako naprej. Namreč, če se mi odločimo za te rešitve, za neko večjo dobrobit živali, za to neko strožjo zakonodajo, kot jo imajo okoliške članice, potem moramo najti način, da bomo našim kmetom omogočili tudi preživetje. Namreč naše trgovine so polne uvoženega mesa, torej živali, ki so živele po dosti nižjih standardih, torej mi dovolimo prodajo tega mesa v naši državi, a ne dovolimo pa, da se to dela na naših tleh. To je dvoličnost. Sporazum Mercosur bo to še huje, ne? Bo to še huje. To je popolna dvoličnost. Če si nekdo misli, da je zdaj s tem kaj rešil, ni rešil nič. Jaz sem prva, ki te rešitve podpira, ampak pod hkratnim pogojem, da zaščitimo našo kmetijstvo. Ker namreč kaj se dogaja? Javni zavodi, bolnišnice, vsi naročajo živila, tudi meso po sistemu najnižje cene. Torej, mi smo prepovedali nekako to baterijsko rejo kokoši nesnic. Jaz sem prva, ki to podprem, ker to dejansko je mučenje. Ampak mi prodajamo, mislim, ta jajca nabavljajo vsi javni zavodi. Torej, jajca, kokoši, ki so mučena v teh malih kletkah notri. Pa kako lahko? To je popolna dvoličnost. Jaz se spomnim tistega dne, tistega usodnega dne, ko je pač bivša koalicija, torej Svoboda, SD, Levica glasovala za to zakonodajo o kletkah, o kastraciji pujskov na živo in tako naprej. Po zaključeni seji, ker sem bila tisti dan v Državnem zboru, so šli vsi lepo dol v menzo in so si naročili šnicl, torej pujska, ki je bil kastriran na živo in ga lepo mirno pojedli. Kakšna dvoličnost?
Večje dvoličnosti ni. Ne moremo se pogovarjati o zaščiti živali, če se ne lotimo tega celovito. Če samo našemu kmetu rečeš, ti pa ne smeš. Kaj smo s tem naredili? Čisto nič. Ampak kakšen je vaš odnos do tega pravila, kar se tiče kastracije pujskov? Veliko je bilo pritožb kmetov. Absolutno. Glejte, jaz kot veterinar z dolgoletnimi izkušnjami terenu vam lahko povem samo nekaj. Pujsek doživi največji stres samo, ko ga primeš, začne kričati. Sam poseg kastracije, kot se je izvajal do zdaj, je trajal morda pol minute. Ni niti približno ni izgledal tako, kot je bilo v nekem posnetku prikazano. In pujsek je šel takoj nazaj k mami svinji in je začel sesati mleko. To ga je najbolj pomirilo. Največji stres je doživel samo, ko si ga držal v roki. Zdaj, kaj se zgodi zdaj po tem postopku, ko bi naj bili pod analgetiki, pa pod pomirjevali, dejansko pujski ne grejo takoj sesati k mami pujsi in dosti jih zaradi podhladitve in zaradi tega, ker jim pade sladkor v krvi, tudi pogine. Zdaj, če vidiš v živo oba postopka, kot sem jih videla jaz, lahko mirno rečem, da je ta drug postopek, kjer pujske nekako z temi zdravili ločimo od mame za dalj časa, da je to dosti večja muka. Tako za mamo svinjo, ki trpi, kriči, svinja zaradi stresa tudi hitro zboli. Morate vedeti, da če ona ne dobi svojih pujskov takoj nazaj, da je v stresu in lahko dobi tudi rdečico in druge bolezni, ki so pogojene s stresom pri prašičih, tudi vročino. Zdaj, pujskov takoj po posegu, po aplikaciji teh zdravil ne moreš vrniti svinji, ker jih poleže. To so vse take zadeve, da ko je nekdo to sprejemal, ni bilo jasno ne kmetom, ne veterinarjem, ali so ti ljudje sploh bili kdaj v štali. In pa kako se zdaj to izvaja? Ja. Kako se zdaj to izvaja? Ja, v bistvu ste vi danes objavili en lepi fin članek na to temo, ki je malo razkril to ozadje. V bistvu ustanovil se je ta center za dobrobit živali, ki zdaj zaračunava rejcem prašičev 400 € plus DDV za usposabljanje za te posege. Ti rejci živali morajo potem skleniti pogodbo z veterinarsko ambulanto za sploh nabavo teh zdravil, ker že tukaj imamo res nek posebno težavo, ker namreč po določeni zakonodaji naj lastniki živali ne bi imeli v roki ne narkotikov, ne anestetikov. V tem primeru pa jim zakon to omogoča. Ta zdravila se potem izdajajo rejcem živali in potem pač rejci živali to odnesajo. Zdaj pa, ali to delajo doma, uporabijo to zdravilo ali pa ne. Po mojih informacijah, gledajte tako, ko so kmetje sami ugotovili, zdaj ne bom rekla za vse, da so imeli tudi izgube pujskov, ker niso šli takoj sesati, ker je bila svinja preveč zmirjena, da se dela pač po starem naprej. Tako da, kaj je rezultat vseh te spremembe zakonodaje? Je financiranje tega centra za dobrobit živali. Ki je bil ustanovljen v okviru veterinarske fakultete. V okviru veterinarske fakultete. Zdaj še nekaj moramo povedati, ker je ful pomembno, da ta strošek usposabljanja teh rejcev živali lahko rejci živali dajo prošnjo državi in UVHVR jim v celoti vrne znesek. In kaj se zgodi? Kaj se zgodi, da v bistvu država financira ta center, imamo nov tok denarja. Vedno rečem, sledi denarju. Ker na terenu so pujski kastrirani enako še naprej. Kakšen je vaš pogled, ko želijo ljubitelji živali, ne pa saj nas je veliko, ki imamo radi domače živali, zgolj iz te ljubezni do živali menijo, da so sposobni urejati zakonodajo, kar se je dogajalo v prejšnji vladi? Glejte, jaz bi vsakemu rekla, naj posveti celo svoje življenje temu, kot sem jaz. Morda ni vsakemu znano, ampak je že več kot 40 let mesa. Jaz sem se šolala iz tega področja. Jaz sem celo življenje temu posvetila. Ampak navkljub temu imajo glavno besedo tisti, ki samo želijo nekako neke svoje ideje na silo nekam sprovajati, brez vsake strokovne podlage, brez dneva delovne dobe v tem sektorju, brez nekega osnovnega razumevanja tega sektorja. Pa če še samo povem en primer, meni so se najtežje vsedle te neke žalostne zgodbe na terenu, tako kot je bila ta, ki je bila zdaj pač objavljena te dni.
Ampak razlika recimo med nekim aktivistom in med mano je v tem, da nek aktivist je začel kričati, zganjati neko zdraho, ne vem. Zdaj govorimo o primerih, ki so bili še vzdržni, ampak slabi. Taki ljudi enostavno kmet odžene z dvorišča. Tak človek ni naredil dobenega efekta. Jaz sem šla v te štale, jaz sem ljudi poslušala. Jaz sem se vsedla na kavo in so mi začeli zaupati. V roku 2 let se je zgodila prva sprememba morda. Pa bila prva mačka sterilizirana. Pa bila štala prebeljena. Pa so še živali ven. To se samo zgodi v nekem dolgotrajnem postopku sodelovanja in razumevanja. Take spremembe, ki so pa bile delane nekako hipoma, so pa samo sprožile odpor, zaradi tega, ker kmetom ni bila ponujena alternativna rešitev. Jaz sem za to, da gremo v še strožjo zakonodajo, če bo treba, ampak dajmo reči, da potem ne bomo takih živali več prodajali na našem trgu. Kolikor vem, je to v nasprotju s pravili Evropske unije, tako da mislim, da bomo tu imeli kar en velik problem. Edina možna neka varianta bi bila, da bi pri naročanju javnih zavodov uvedli dodaten ta kriterij, da lahko naročajo samo živila živalskega izvora, ki so bila nekako pridobljena po standardih, kot jih ima Slovenija. Če mi samo zaostrujemo pogoje za naše kmete, drugim pa dovoljujemo prosto ta uvoz, smo naredili popolnoma nič. Ker poskušate implementirati vaše izkušnje z področja veterine, ne, po vseh teh letih tudi v slovensko zakonodajo, ste po domače povedano kasirali tudi kar nekaj člankov, kjer so se spustili na raven osebne diskreditacije, tudi vas kot veterinarke, češ da ste bili slaba, neke zgodbe so krožile, kako so bili ljudje z vam nezadovoljni, da ste celo osebno propadli. Kako komentirate to? Recimo portal Necenzurirano, vemo, da je blizu kabineta bivšega predsednika vlade Roberta Goloba. Ja, absolutno. To je, mislim, vsak dan pišejo te članke. Jaz bom rekla, jaz ga pogledam, zaprem dol, pa gremo naprej. Torej se vas ne dotakne to? Ne vpliva na moje odločitve, pa ne vpliva na to, kaj bo moj naslednji korak. Jaz se zavedam, da ljudje, ki to pišajo, so verjetno v neki hudi osebni stiski, da verjetno preko tega neke lastne frustracije doživljajo, da mislijo, da če bojo, ne vem, to delali drugemu, da bojo širili laži, da bojo oni izpadli boljše, ampak v bistvu ne izpadajo nič boljše. Ne. V bistvu s tem ne naredijo popolnoma nič, ker ne spremenijo mojih odločitev, ne spremeni se popolnoma nič. V bistvu s tem kažejo neko svoje nagnjenje, neko svoje nezadovoljstvo ali pa nezmožnost za ustvarjati spremembe. Ne. Kaj pa vpliv na ljudi okoli vas? Bom rekla, na tak način tisti, ki me poznajo, se nasmehnejo, pa gremo naprej. Vse ljudje, ki me poznajo, jaz izhajam iz okolja, ki je precej racionalno in razumno. Nekako temelji slovenstva so tudi izhajali iz kmečkega okolja in mi smo popolnoma nekak drugačni mindset imamo v glavi, kot si morda kdo misli, ne vem, da se bomo zdaj skrili nekam pa se šli jokat, ne. Prišla sva do konca podcasta. Hvala, ker ste bili naša gostja in hvala za vse vaše pronicljive misli. Hvala za vabilo, pa upam, da še kdaj. Vsekakor. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Gledajte nas še naprej.